Spoštovani vsi, ki smo se zbrali tukaj pri tem obeležju, spoštovane člani in članice Zavoda Varna pot, pa predstavniki države, policije, vsi tisti, ki si na različne načine prizadevate za to, da bi se približali cilju, se pravi nič žrtev na cestah. Dragi ljudje, v tem trenutku sem nekako med dvema prizoroma. Sinoči smo imeli v Zavodu svetega Stanislava akademijo ob njihovem prazniku in kako ganljivo in kako veselo je bilo na odru videti njihovih 120 otrok iz vrtca Dobrega pastirja, ob vseh osnovnošolcih in srednješolcih in študentih. Njihova razigranost, njihovo petje, njihova prisrčnost, kako to nagovori človeka. In danes smo tukaj in se mi ob misli na sinoči in ob tem kraju poraja vprašanje, koliko izmed njih bo morda doživelo včasih Grafenauerjevega verza, včasih tega spomenika, koliko izmed njih bo doživelo tisti dan skupaj z svojimi bližnjimi. In molim, da nihče, nikoli, Bog daj. V besedah, ki smo jih poslušali, smo dostikrat slišali besedo odgovornost. Potrjujem z vso močjo, ampak z odgovornostjo moramo začeti. Ko sem spremljal svoje nečakinje v osnovno šolo, dobrih 30 let nazaj, so v šoli dobili zgibanko otrokove pravice. Niti besede o odgovornosti. In kako naj človek, ki začne s pravicami, ki živi s pravicami, ki posluša o pravicah iz dneva v dan na vseh forumih, živi odgovorno. Kako naj odgovornost ponotranji, da odgovornost postane notranja drža, ne nekaj, kar ti v nekem trenutku naložijo zakoni ali pravila ali predpisi ali kdorkoli. Ne, odgovornost mora biti del mojega življenja, del mojega notranjega bistva, moje rasti. In zato bomo morali spremeniti precej stvari. Bomo morali začeti živeti odgovorno. Živeti odgovorno ne pomeni pisati zakone, pisati predpise, postavljati omejitve. Nič ne koristi, če odgovornosti nimamo privzgojene, če odgovornost ni nekako zraščena z našim življenjem. In zato bomo morali čisto vsi, od najvišjih predstavnikov naše oblasti, pa do vseh pastirjev, kako je rekel predstavnik islamske skupnosti, veliko delati za to, da bomo odgovornost vgradili v srž našega življenja. Kajti pravica me izolira. Pravico imam jaz. Odgovornost me postavlja v odnos. Odgovoren sem nekomu. Pogovarjam se z nekom. Pravica je na nek način individualna, lahko tudi sebična. Odgovornost je vedno družbena. Vedno vodi v skupnost. In še zadnja beseda na tem spomeniku z Bogom.
Veste, da se ne morem znebiti nekakega globokega občutka, da ti, ki so doživeli tisti dan, ti, ki so doživeli ta včasih, da so doživeli ne z Bogom, ampak da so doživeli Božji sprejem. Z Bogom doživljamo mi, ki ostajamo tukaj, pod tem soncem, ob teh cestah, ki srečujemo sveče in šopke ob cestah. Mi doživljamo z Bogom. Oni ga ne. Oni doživljajo sprejetost, objem. In zato dobrega Boga prosim, da bi vsi tisti, ki se jim je življenje ustavilo sredi poti, ko so prečkali cesto, ko so potovali k prijatelji, ko so bili na poti v službo, ko so šli na dopust, da bi vsi tisti v trenutku tistega dne doživeli toplino tvojega pogleda, doživeli neskončno in dokončno potrditev svoje neizmerne vrednosti in ljubljenosti, da bi doživeli, kaj pomeni živeti. In dobri Bog, prosim te za tiste, ki doživljajo z Bogom, ki ostajajo, da jim obrišeš, Gospod, sprejemaj pokojne in blagoslavljaj žive. Amen.